Wow. Wow. Danes zjutraj, ko sem si umivala zobe, sem občutila ta občutek. In sem vedela, moram paziti, da ne piham. Tisti, ki me še ne poznate, boste kmalu videli, da mi nikoli ni nerodno. Vedela sem, da bom mogla kar prizemljevati ta občutek, da ne bom šla v polno stanje ganjenosti, milosti in potem se bom cmerala. Ampak res hvala. Hvala vsem, ki ste danes svojo energijo usmerili v ta dogodek. Ful ste lepi. Wow. Ja. In če ne bi bilo Irene, nobenega od nas danes ne bi bilo tukaj, ampak resno. Irena je tista, ki je začutila ta prva, da midve nekaj morava skupaj ušpičati. In wow, hvala ti. Tako da ti predajam besedo. Izjemno ponosna sem na vse ustvarjalce tega projekta, nisva bile same. Jaz upam, da ste imeli priložnost si ogledati portal v živo. Nažalost je Božidar danes bolel in ga ni v živo z nami, da bi tudi on predstavil sliko, ampak se mi zdi, da je zelo pomembno, da ga vidite v živo, da ga začutite v živo in da dejansko vidite globino in velikost in moč, ki jo nosi. Seveda, portal Nezavednega je na naših kartah, ki se že ogrevajo, da pridejo tudi v vaše roke. Ampak kako je v bistvu vse skupaj nastalo? To boste pa prvi zdaj izvedeli. Ja. Ni skrivnost, da sem Ninine karte podeljevala vsem mojim tečajnikom, ker sem bila enostavno zaljubljena v njeno kreacijo. In tako sva se enkrat čist dobile, da mi je prinesla karte in se nekaj greva na eno kavico in sva se usedli v Zvezdo na kavo. Tisti, ki mene poznate, veste, da sem po moje več v Zvezdi, kot v svoji pisarni. Jaz pa samo z Irene. V glavnem in sem rekla, Nina, kaj ka bi medve naredile ene karte skupaj, pa zdaj le spet neki do ni. Ja, neki. Kje imamo? Ok. Se bo slišali. No, v glavnem in sem rekla, in prav Nina, kaj pa bi naredile, sem rekla, da greva medve narediti ene karte skupaj. In v tistem trenutku začnejo ideje leteti in v 5 minutah smo imeli ime, vse smo imeli zasnovano in potem je rekla Nina, ja, jaz sem za, ne. Itak. Kdo ne bi hotel kanalizirati portalov Nezavednega? Ker pa jaz sem čist klasična hipnoterapeutka, sem rekla, super bo, da združva moč, ker kljub temu, da jaz ne znam kanalizirati, pa istočasno verjamem, da vse tisto, kar dam iz sebe, prihaja iz nekje višjega. Bom tamle jaz prosila Filipa, da bo pokazal prvo sliko. In ko sva sicer si dali roke in sva rekla, ok, projekt bo nastal, sva si naročile takole šampanček. To je bilo po ideji. Po ideji. Po ideji, ja. Takole je bilo. Drugačne jaz ne Nina, nisva neke velike, kako se reče, uživalke. Ne vem, kaj misliš. Alkohola. Jaz imam rada vino. To mi zdaj poveš. No, jaz nisem ravno prav velika ljubiteljica, ampak ob taki priložnosti sva nazdravile.
Ampak, da vam povem kontekst, predtem smo se pogovarjali o zmajih in je Nina mi razlagala, kako je to leto lesenega zmaja, je bilo to lansko leto. In ona je bolj v teh, s temi bitji povezana, ne? In sem rekla, wow, ok, ne? Leseni zmaj, super, karkoli to že pomeni, jaz zaupam. In kaj se zgodi? Jaz naredim tole sliko in naredim še eno sliko, ki izgleda takole. Kdo vas gleda? To je bila slika na naslednjo sekundo, ko sem naredila 3 slike najinega nazdravljanja. Imamo zmajevo oko, rogove in ogenj. Ne veva, kako je ta slika nastala, ampak ko smo jo videli, smo se samo spogledali in so rekli, wow, kaj smo midve ravno kar dale v prostor, nekaj se bo zelo velikega zgodilo. Po najini zdravljici stopiva ven iz hotela Slon in se zgodi kaj? In mimo pripelje avto z registrsko Policaj. Policaj. Ja. Da smo. Čist natančni. Čist natančni. 48 iz ene strani, iz druge strani avtobus. 48. Zdaj jaz res... To moraš razložiti. Ja. Hotela sem reči, da zaupam, da vsi vejo, kaj. Moji vejo. 4884, kakorkoli jih obračamo, kjerkoli jih zaznavate, verjamem, da jih boste od danes naprej toliko močneje, je to prisotnost Angela Čudežev, Angela Hamida, ki se je z mano že davno začel povezovati in sem skanalizirala njegove karte Čudež srca, ene bomo danes tudi podarili. In je rekel 48 sporočil je, Nina, ker jaz vibriram z 48, 4884, kakorkoli. Tako da tekom druženja z Angelom Čudežev, to je zdaj že kar nekaj let, mi on tako počasi mi odstira, kdo vse deluje skozi njega. Kaj je ta čudežna magičnost, ki je tako direktna, jasna, pa hkrati mistična. In on je tudi odgovoren, da v bistvu sva se midve povezali in je tisti, ki je rekel, ja, portali nezavednega morajo priti v svet oblik. Tako. Ja. In pa so prišle do pisarne in pred mojo pisarno avto 48. In je bilo vse jasno. Naslednji dan kličem Nino in sem rekla, Nina, jaz te popolnoma zaupam, boš povedala, koliko kart bo vseboval najin dek. In prav, Nina, prav, bom jaz šla danes zvečer v meditacijo in ti sporočim. In seveda, jaz sem se malo sprostila, sem rekla, vse kva pa bo to 48 kart napisati, narediti malenkost. Piše meni Nina, Irena, dobila sem številko 81. Jaz sem rekla, sej ne bi se čudila, da bi bilo meni prikrajšano, okej, ne. Ampak sem rekla, ok, ne? In je padla ideja, kaj ka bi portale nezavednega opremili tudi z hipnotičnimi meditacijami. Kaj pa to? Kaj pa to? Kaj pa res to? Ampak seveda, ne, ker kanal, vse kar je Nina dobila, ne, 81, ne, je pomenil, da sem mogla kar krepko zavihati rokave in dejansko spisati in posneti 81 hipnoz, ki vas bojo čakale v vašem paketu portalov. Bravo. Ampak, jaz sem rekla Nini, če bom kadarkoli dala fizični produkt ven, želim, da platnico nariše Božidar Kolarič. In ker je Nina njegova zvesta stranka, sem rekla, portali ne grejo ven, če Božidar ne bo narisal portal. In Božidar? Božidar je treba vprašati. Ja. In seveda je navajen, da imam jaz vsake toliko časa neko idejo po novi sliki. Pred to sliko je v naši hiši
že 6 slik energijskih njegovih in mu rečem, Božidar, ena ideja je, razložim kaj, a bi ti narisal to. In on vedno reče, bom jaz vprašal une moje gor, pa ti javim. In ni bilo dolgo časa, ko je mi napisal, wow, to je pa tako novodoben, tako svetloben projekt, da sem absolutno za in počaščen. Tako flutklebi. Ne, je bila par men. Sam ne moš, ker te pol Filip ne usmije. Filip. Ja, in je rekel, bom naredil, valjda bom naredil. In to je bilo to. In smo se zmenili. Ja. Rabo je mi da so rekli, ok, nekaj v vijolični. To je bilo edino, vse, kar smo imeli mi dve. Prste vmes. Ja, a ne, ker pač Božidar kanalizira, jaz vam res, če še nimate svoje osebne slike, halo, kaj čakate, a ne, Božidar, nariši mi osebno sliko. Ja. Točno 10 let nazaj je naredil prvo sliko, mojo osebno sliko, takrat ni vedel nič o meni in sliki je dal ime Angelska intuicija. Tako da on je res ena poosebljena svetloba. Ja, res nama je žal, da ga danes ne boste imeli priložnost poznati, ampak pozdravljam. mislim, da njegovo delo govori samo po sebi. No, ampak, ker sem jaz imela 81 hipnoz za posnet, sem jaz kar zavihala rokave. Ne da bi vedela, kako dejansko bo Božidarjeva slika izgledala. Temu primerno nismo olajšali delo tudi naši Saši, ki jo boste pol spoznali, ker sem rekla, Saša, morala boš pripraviti grafike in je Saša rekla, kaj pa? In sem rekla, ne vem, sam vem, da bo vijoličen. Ker je bilo vse odvisno od tega, kaj bo Božidar narisal. Ker pa jaz nisem mogla čakati, sem začela z delom, istočasno, ko je Nina začela z delom in istočasno, ko je Božidar začel z delom. Isti dan smo vsi zavihali rokave. To je bilo noro. Ja, in a veste, kjer dan? A vas zanima? 20. februar 2024, 2-2, to je 4, 2024 je 8. 4, Spet je Hamid odločil, kdaj bomo mi začeli. In jaz pišem, skanaliziram prvi portal in pišem Ireni, lej, prvi portal je skanaliziran, portal dušnega potencijala. In piše mi ob 14:41. Te številke so zelo, zelo pomembne. Kajti zadnji portal je bil napisan čez toliko mesecev, 8. septembra ob 14:10. Ja. In pridemo še do teh številk. Ja. In potem, ko sem jaz Ireni to poslala, čez 2 uri meni Božidar, Nina, zakaj 88? Zakaj 81? Zakaj ne 88? Pa je tako, Božidar, 81, vse veš, to je ena neskončnost, vibracija duše, pač mantre se čantajo 108-krat, vsi duhovni teksti so napisani v tej vibraciji 81, a ne, Lao Tzu, če je on imel 81. Modrosti, kaj ne bomo imeli mi 81 portalov, a ne? In itak ne obstaja več neskončnosti, ampak samo ena, zato 8-1. Sem rekla, zakaj pa me to sprašuješ? In mi napiše, tole se zdajle downloada. In so bile prve skice in mi jih pošle na isti dan. In jaz tako, oh my god, hiter Ireni, lej. In ona meni zvečer, evo, prvi posnetki meditacij so narejeni in mi pošle 2 posnetka. Prvi je bil dolg 4 minute pa 4, drugi pa 4 minute 48. Ker tisti, ki še ne veste, 4 je pa angelska prisotnost. Ne? Tako da se vem, da so že ful kičaste, ampak še bolj bomo kičasti danes. Res, ker to, ko ima enost prste vmes, ne more biti drugače kot kičasto. Okay. In da je zadeva še toliko bolj bizarna, imam jaz tiste, ki poznate Fever, kakorkoli se imenuje, imam enega zelo prijetnega Indica, ki mi včasih pomaga pri nekih videih in tako naprej. In med tem, ko je Božidar slikal sliko, je
moj Indic na drugi strani sveta ustvarjal videe, ki jih boste videli. In noben ni vedel, ne jaz, ne Nina, kako bojo portali izgledali, še najmanj pa ne en Indic. In na koncu, ko boste zagledali njegove grafike, boste videli, da se čisto jemajo z Božidarjevo sliko. Zdaj, mogoče, če kdo ne ve, v kakšnih grafikah govori Irena, O videih z hipnozami. kjer bojo meditacije, boste poslušali pa gledali zraven. Ja. Ne? Ja. Tako da je bilo res noro, kako so bile stvari povezane, ker če bi mene Nina vprašala ali pa če bi mi Saša rekla, Irena, kakšen portal bi rada, bi jaz rekla, daj mi krog, ker tako si jaz portal predstavljam. Ne. Ampak očitno je en gospodič v Indiji videl to, kar je Božidar videl in res, to so stvari, ki jih dejansko ne moreš razložiti z nekim razumom in celoten projekt je dejansko nastajal zelo intuitivno. Ja. In skozi snemanje portalov, skozi ustvarjanje portalov so se tudi v najinih življenjih stvari močno premikale. Zato smo tudi toliko zelo suverene, da se bojo stvari, ko jih boste vi dejansko začeli uporabljati, zelo premikale. In zadnji portal, ko je bil posnet v studiu, so se pri meni stvari zrušile. Ampak to je dobro. Zelo dober. Ko spustiš, dobiš. Ja. In je bilo zelo zanimivo, takrat sem pisala Nini, sem rekla, Nina, jaz ne vem, kaj se dogaja, dobivam klice, to se končuje, odnosi se zaključujejo, projekti padajo, ni da ni, ne? In naslednji dan se je vse dvignilo in to še v boljši verziji. Tako da iskreno verjamem v moč vsega tega, kar boste danes prejeli v vrečki. Predvsem pa je tukaj zelo veliko najinega srca, zelo veliko ur truda, zelo veliko povezovanja. Nina zna to bolj opisati, jaz nisem toliko povezana, ampak z njo sem spoznala sfere, ki tudi meni na nek način niso bile do nedavnega zelo jasne. Samo skozi zgodbe mojih strank, katere pa znam popeljati v te sfere. In res v bistvu skozi portale sem začela verjeti v nemogoče. Ja. Portali so živi, močno živi. In tudi mene so to leto, ko sem jih kanalizirala, toliko šiftali. Jaz sem toliko hvaležna, ker se je ta moja povezanost z enostjo, to, da jo slišim, da jo razumem, toliko poglobila, da zdaj razumem Božidarja, ki mi je rekel, ko sem prišla po sliko, je rekel, joj Nina, ti si tak svetilnik, ampak to je težko včasih, veš. Sem jaz rekla njemu, ne, vse je fajn. Je rekel, ne, boš videla, ti zdaj ne boš več mogla delati to, kar hočeš, ampak to, kar ti bojo naložili. Oni gor ali pa kjerkoli. Sem rekla, ma dej Božidar, jaz to ful dobro handlam, tiste projekte, ki si jih zberam, delam, ma vraga. Oni skozi zdaj komunicirajo, odprli so mi portal, da ful hitro vidim kakšno vaše prejšnje življenje. Tako da sem res hvaležna in zavedajte se, da ne maram ta zvoč. Ko boste delali z njimi, mislim, že delujejo, vi, ki ste se odločili, ko ste kupili vstopnico, ste šli v proces. Ko če se vam je že kaj dogajalo, so portali krivi oziroma odgovorni. Božidar bi danes povedal to, kar bom jaz zdaj delila. Rekel je, da itak tudi, če ga ni tukaj, smo vsi povezani v enosti in jaz sem mu napisala, kako zelo hvaležna sem za to zavedanje. In on je rekel, veš Nina, tle so te 4 stopnice in morate vedeti, da ste jih vi že vsi prehodili, če ne bi danes tukaj sedeli. Te 4 stopnice so stopnice dela na sebi, poglabljanja vase, spoznavanja najčutovitejšega odnosa, ki si ti.
Jaz ne maram reči, da imamo odnos do sebe, ki pa smo ločeni. Sam jaz pa imam odnos do sebe, še ena Nina. Samo jaz obstajam, a ne. In karte bojo spustile k sebi take ljudi. Tiste dušice, ki so že te 4 stopnice prehodile. In pol je rekel, veš, kle sem dal najprej malo bolj temno barvo. Sam je bilo too much. Je rekel, če bi tisto barvo pustil, to bi delali take šifte, da bi ljudje težko handlali. Mene trese, jaz, ko sem z njimi, jaz skozi vibriram, to je res, to je noro močno. In je pol naredil malo bolj lahkotno tale odtenek, zato da nas bojo spustili, pa da nas bojo na prijazen način šiftali te portali. Potem je pa rekel, veš kaj, nisem še imel tako zahtevnega projekta. Jaz sem čist fertik, je rekel. Jaz sem delal 2 sliki naenkrat, 2 originala z malimi detajli, drugačnimi, a ne, mogoče kakšen kamen ni enak, pa tako, a ne, drugače pa enaka, ista, ali kako, zdaj bi me moj mož popravil, ko skozi smešam, enaka, ista, enaka, ok. Je rekel, da ga je njega isto reseteral, shiftal, da mu je bilo težko. Ampak da je tako zelo vesel, da je bil del te sokreacije, zato ker ve, da ljudje rabimo to svetlobo, da posvetiva temo, v katero se včasih ali pa prevečkrat kdo zateče. In portal svetlobe me je tako lepo naučil, kaj je rekel, da tema ni odsotnost svetlobe, ampak je le njena omejenost. Svetloba vedno je, samo odpreti moramo srce, da posije ven. Ne? In danes ste tukaj s tem namenom. Tako da hvala še enkrat. Portali vas bojo premikali, portali vam bojo dali nek nov pogled. Istočasno pa vas bojo hipnoze popeljale v tiste neke globine, kamor boste rabili za 4-5 minut. Hipnoze so zelo kratke. Namenjene so, da če imate v službi tisti napad panike, da ste lahko na WC, poskenirate kodico in odposlušate tistih 5 minut, da vas portal umiri, popelje in vam da neko spokojnost. Kaj Irena ima res ful dober glas, a ne? Ja. Res je pomembno, da delamo na sebi in dostikrat, ko dobim jaz klice ali pa Nina ljudi, ne, je ponavadi že prepozen. In pol mi dostikrat kakšna stranka reče, ja sej prej te pa nisem rabila. Rečem, ne, to, da me rabaš, je že prepozen. Res se v bistvu ne zavedamo tega, koliko pomembno je, da vsakodnevno delamo na sebi. Ker v bistvu, ko pride tisto težko obdobje v našem življenju, smo pripravljeni, da ga bomo znali shendlati. In v bistvu takrat, ko pride tisto težko obdobje, pridemo do trenutka, ko sploh ne bomo rabili pomoči, ker bomo imeli to moč že v sebi. Zato je teh 4-5 minut, ki si jih boste vsak dan vzeli, da greste skozi nek portal. Portali so različni, bo Nina tudi majčkeno povedala. Eni vas bojo malo porinili, eni vas bojo malo podprli. Ne? Eni vas bojo tudi malo vrcnili, ampak dejstvo pa je, ne, da res v bistvu je zelo pomembno, da smo konsistentni, da te 4 stopničke vsak dan prehodimo. Pa ne glede na to, je to skozi meditacijo, skozi hipnozo, skozi bilo kaj. Jaz dostikrat rečem, tista kava, ki si jo jaz vzamem zase, je že zame tisti moj trenutek dneva. Ni pomembno. In dostikrat nam nekdo reče, ja, delo na sebi zahteva čas, kar je ena zelo velika laž. Ne?
Mene pa mož dostikrat reče, zakaj rabiš ti cel dan, da pospravaš, vse kaj sprot neki neseš. In to je točno to, ne. Sprot moramo neki... Mojega moža. Kima, ne. Ampak to je čista resnica, ne. Vsak dan nekaj malega, da naredimo zase, je pol, kad tisti trenutek katastrofe nastopi, znamo to katastrofo zelo dobro speljati. Ja. Tle mi neki še petajo. Ti še petajo. Sem pozabila. Tele dva simbola nista kar tako. Božidar ju je tu postavil za zaščito. Tako da kar pogumno in v enem takem radostnem zaupanju lahko stopate v portale, ker se vam ne more zgoditi nič, kar vam ne bi bilo namenjeno ali pa da bi kje ostali. Ne? Gre pa res dejansko za dve skupini portalov. Ena skupina so portali ega. Zdaj, kaj je ego? Vsi, ki smo tukaj, imamo svoje mnenje in to je ego. Okay. Ego je pač vsako mnenje, ki ga imamo o sebi, o svetu. In portali ega vas bodo vabili, da iz njih izstopite. Okay? Potem so pa portali duše, kaj te bojo pa vabili, ne? Pridi, čas je, come on, greva pogledati, kaj vse je mogoče. Portal dušnega potenciala je zavzel številko 1. Preden ga preberem, bi rada dala v prostor še to, da te številke niso kar tako. Vesolje z nami komunicira preko številk, preko različnih kombinacij številk. To me je naučil najbolj Hamid, angel čudežev. Ker mi ni bilo jasno, zakaj je oštevilčil karte, a ne od 1 do 48. Ampak zdaj vem zakaj, ker vsaka vibracija števil nosi eno vsebino, eno sporočilo. In ko sem jaz kanalizirala 81 naslovov portalov, to je šlo tako bum, bam in so bili po vrsti, valjda, da nisem pomislila, kako se zdaj, kjer portal je pod kakšno številko, še sanjali se mi ne, kakšne si ti prepričan, vi tam gor, da bom jaz to znala, ta portal skanalizirati, recimo zdaj se spomnim enega portal čutne senzualnosti. Ja. Oh my god, jaz bom to kanalizirala, kaj je to? Tisti, ki boste imeli oboje karte in čudež srca in tisti, ki še nimate karte čudež srca, jih boste danes lahko kupili. Ko vidiš te številke, te vibracije, pol vidiš, da je, tukaj imamo pod enko portal dušnega potenciala in Hamid je pod enko dal čudež srca, naš dušni potencial pa je naše srce. In tudi vstopnice, ki so oštevilčene, niso kar tako oštevilčene. Poglejte si, kater portal vas je poklical skozi to vstopnico. In zdaj greste, oh my god, jaz imam pa 82, jaz imam pa 105, ni karte. Poglejte vibracijo, obrnite številke, ne vem, recimo zadnjič sva imeli, portal številka 93, sva ga obrnili na 39, je enaka vibracija, se pravi 105 obrnemo na 51 in imamo sporočilo. Zdaj bi vam pa res prebrala portal dušnega potenciala. In jaz imam ful rada tišino. Vsak portal ima kratko sporočilo in razlago. Čas je, da stopiš v svoje sanje in jim dovoliš, da postanejo resničnost. Me slišiš? To sem jaz. To si ti. Kdo? Ti, ko se v polnosti sprejmeš. Tvoja duša sem. Tukaj in zdaj se oglašam z jasnim namenom, da te zbudim. Zbudim iz spanja, kjer si ne dovoliš sanjati resničnosti, ki si jo na robu vesolja izbral, preden si se rodil v to zemeljskost. Čas je. Čas, da vstopiš v svoje sanje in jim dovoliš, da postanejo resničnost.
vstopi v svoj dušni potencial. Potencial, ki ga v tej zemeljskosti izbiraš kot podporo manifestacije svojega namena. Čas je, da prepoznaš svoje talente, jih sprejmeš in jim dovoliš, da aktivirajo tvoj dušni dar, ki bo podpiral mnoge v tej dimenziji prostora in časa. Nič ne rečejo. Marsikaterega sporočila ne boste lahkotno razumeli in večja, ko bo potreba po razumevanju, manj bo jasnosti v vas. Tako da, ko spustim potrebo po razumevanju, mi je vse jasno, a ne? Ker jasnost ne pride iz uma. Tudi Šiva je rekel, ne? Če imaš celo luno, si čist v umu, če imaš pa čist malo lunce, je pa toliko razuma, da lahko to, kar si sprejel, doživel, manifestiraš, a ne preneseš v zemljo, v zemeljskost. Tako da večkrat dajte to prebirati, a ne? Včasih tudi kot knjigo, morda, a ne? Pa to preberite, pa vsakeč boste kaj več razumeli, kaj drugega slišali. Vedno pa točno tisto, kar rabite. En disclaimer. Perfekcionist v meni je hotel pregledati tekste in jih lektorirati. Če je kakšna napaka, je tam z namenom, ker oni gor niso pustili, da karkoli spreminjamo, a ne, Saša? Tako da, če so napakice noter, so tam z namenom. Tudi besede, ne? Tudi besede. So kakšne take, ki jih ne najdemo, ne? Zemeljskost, svet oblik, so razložene v knjižici na začetku, da vas mičkano pripravijo, kam greste, a ne? V kakšne vejce sem lahko popravila, pa kaj, ampak kaj prav veliko pa ne. Tako da so take, kakor so bile skanalizirane, tako da smo imeli Sašo kar izziv, a ne? Se navadiš. Res v bistvu, kar bi jaz tukaj res poudarila, je ta moč povezovanja, moč sodelovanja. Tiste, ki sodelujete z mano, veste, da ne verjamemo v konkurenco. Zelo pogosto se izrazim, da konkurenca obstaja v umu šibkih in to je čist res. Ker ko se združimo, ko se povežemo, tudi ljudje, ki delamo iste stvari, nastajajo čudeži. In lahko bi se grdo gledale, lahko bi rekle, ti pa isto delaš, pa meditiraš, pa to, ampak ne. Dale sva si roko in ko res toliko ljudi nastopi v eni sami kreaciji, res lahko premaknemo gore. In jaz in Nina nisva edine, ki sva del tega projekta. Božidar, njega bo slika predstavljala, v mislih itak mu pošiljamo, da bo čim prej ozdravel. In tukaj bi jaz zdaj na mestu poklicala Sašo, ki je bila velik del, kar boš gor prišla, ki je bila Saša je bila en konkreten del tega projekta, vse, kar je oblikovano grafično, je naredila Saša. Sašo sodelujem po moje že 7 let, se pravi vse, kar je v moji šoli, kar pri meni vidite, je delo Saše. Jaz nisem toliko kreativna. Tako da vse, kar gre od mene, naredi ona. In en velik aplavz, Saša. Za čudovito, za izvrstno opravljeno delo. Ti bom pa kar predala mikrofon, da mečkam poveš, kako si ti doživljala tole vstop. Tale vstop. Vstop v portale. Ja, najprej hvala lepa obema, da sta mi zaupali tako pomembno delo. Veš kaj, mečkam se krivo počutim. Ne, evo, kar tole. Božidarju hvala. Ja. No. Kar čutiš mečkam. A ne? A ne? Ja, tudi jaz osebno v živo prvič vidim to sliko. Ja.
Prej pač sem delala z izvrstnim digitaliziranim izdelkom, a ne? Ampak, ko ga pa vidiš tako v živo, pa je res živ. Živ. Samo to bom rekla. Vse pohvale res gospodu Božidarju. Hvala vama torej za zaupanje. Ja, Irena, nikoli ni težko delati z nekom, ki ve, kaj hoče, in ti si od nekdaj ženska, ki ve, kaj hoče in gre samo naravnost in naprej in navzgor. Verjamem, da midve se še ne poznavata toliko leta, ne? Ampak glede na to, da energija tako lepo kroži, predvidevam, da nisi čisto nič drugačna. Samo delo s portali je bilo zanimivo, res. Začeli smo jih delati iz nič. Iz nič. Saša naredi. Pa vijolične barve mora biti. Vijolične barve mora biti. Tako da, ja, sem vesela, no, da danes že držimo v rokah nekaj, kar nam je lahko vsem v ponos. Jaz smatram, da moje delo predvsem tem je bilo najlažje. Vse te velike stvari ste naredili vi trije, jaz sem jih samo zložila skupaj v eno. Meni bi bilo tvoje delo ful težko. Ja, meni tudi. Meni pa valino. Tako da, evo. Ja, vmes seveda se počutim prav počaščeno, da sem bila med prvimi sploh, ki so imeli sploh stik s portali, in moram reči, da je tudi mene vsak posebej posrkal vase, mi dal precej misliti, me marsikateri tudi že brcnil, čeprav se kar majčkeno šparam za ta trenutek danes, ko jih v fizični obliki primam v roke in se potopim vanje in jih podarim tudi svojim najdražjim z največjim veseljem. Hvala ti. Hvala vam. Hvala, Saša. Hvala. No, pa dejva konec. Zanimivo, ne, da Saša jih je oblikovala, pa jih sploh še ni videla v živo. Še eno osebo je treba izpostaviti, ki je sokreatorica darila, ki ga danes dobite. Poleg kart vas v vrečki čaka kanalizirana svečka. Kaj pa to? Tina, si kdaj že imenovala svoje svečke kanalizirane svečke? To so meni rekli, da moram to povedati. Tina mi je obljubila, da bo vsaj ostala, ko jo bom jaz dala iz spomnim vodja. Kristina Stodinič. Tina je moja draga prijateljica iz otroštva in še kakšnega življenja prej. Deluje pod imenom Pisan plamen. Njeno vizitko boste dobili v vrečki. Tina je, pa ona je tako moja svetloba. Kadar jaz nočem razumeti sporočil, ki sem jih skanalizirala, pokličem Tino. Rečem, da je ti potegne eno karto. Jaz mislim, da ne zaznavam prave vibracije. Kakršnekoli svečke damo delati Tini, ker je v stiku. Ne samo s sabo, ampak s to čudovito enostjo. In z Ireno sta rekla, valjda morate vi dobiti svečko portali nezavednega, halo. In Tini smo rekli, mi jo rabimo in ti pa zdaj naredi svoje. In Tina je naredila zapis, ki ga tudi dobite, kaj svečka v tebi prižiga. Bi pa jaz delila, kako je ona meni to povedala, ne. Reče, ja, zdaj sem zbirala kristale, ker to so veganske svečke, ne dišijo, ne jih vohati, lahko jih vohate, ampak ne z namenom, da boste kaj zavonjali, razen če greste po vonj svojih vodnikov. Jaz vse svečke želim, da so brez vonja,
ker vaši vodniki velikokrat prihajajo skozi von. A ne? Zdaj sem jih imela eno intuitivno svetovanje, pa sem rekla na koncu, joj, tvoj angel varuh mi je rekel, da ga boš zavonjala. Pa je ona rekla, oh my god, jaz kadar vonjam, vem, da sem v stiku in zdaj že toliko časa nisem vonjala. Tako da to nimajo vonja svečke. In je Tina zbirala kristale in je rekla, joj, sem dala eno kombinacijo, en kristal, sem ga že dala v polje, da bo noter v svečki, ampak sem začutila, da bo too much. A se spomnite prej, Božidar je tudi začutil, da bo too much. Jaz tako, oh my god, ta enost, spet isto. In je zamenjala en kristal, ne? Tako da svečka ne bo eksplodirala, niti vi, ne. Bo vas pa zelo, zelo podprla pri vstopu v svoje najglobje globine nezavednega in pri tem, da boste prižgali svoj plamen, da boste s plamena, ne, tako napisala. Ja. Tako da hvala, Tina. Čakaj, no, da te mir. Če ne prideš tih mikrofonov, pride pa mikrofon k tebi, vse me poznaš. Vsem bi se zahvalila na obema, sploh Nina tebi za povabilom. In res je bilo čudovito delati svečke, upam, da vas res podprejo, so s tem namenom. Drugač pa ful si lepo povedala, kot sem mi rekla, da jaz ne moram boljš povedati, kot ti poveš, tako da pač ti povej. Jaz sem zapisala, boste prebrali, raj pišem, ko govorim in res ful ti hvala. Hvala, draga. Tina danes tudi sodeluje pri obdarovanju, tako da 4 njene svečke, ne vemo, kakšne presenečenje bodo šle med vas. Pa jaz bi se zahvalila, sicer nas ne bo slišal, mojemu Indicu, ki mu je ime Patel, na Fiverju. Hvala, Patel. Da je ustvaril vse te videe. Sam pazi, Patel, angel. Če vidite na registrski, je to angelska prisotnost. Vsak dan se nekaj novega od nje naučim. In pa čist na koncu tukaj pa res ena velika hvala moji desni roki Leni. Brez nje dejansko bi jaz zelo težko obstajala, tako da Lena, en velik aplavz. Bravo, Lena. Lena je tista, ki vam je tudi vse karte pošiljala, da je vse shendlala. Ona je izbrala številke. Ona je izbrala številke. Tako da ona je bila tudi zelo intimno vpletena v ta proces in vse moje procese in jaz si res ne predstavljam ne svojega lajfa, ne svojega biznisa brez tebe. Tako da sem neskončno hvaležna vesolju, a se tako reče, enosti, da te imam. Tako da Pa na koncu ste tukaj vsi vi, ker vsa ta besedila, vse te hipnoze so v bistvu nastale zaradi vaših potreb. Ker dejansko, ko sem snemala te hipnoze, sem sama sebe spraševala, kaj nekdo hoče slišati, kaj je tisto, kar moram jaz prenesti v besedila, v same tekste. Nina je dodala svoj pečat in dejansko brez vas tudi portalov ne bi bilo. Tako da zdaj vas bova z Nino povabile, da prisluhnete zadnjemu portalu 81, portal enosti. In če začutite, da kar zaprete svoje oči, lahko pa celo vidite en od portalov, kako so portali izgledali v očeh
Patela v Indiji. Portali imajo sicer različne barve, ker njega nismo omejevali, ampak glejte vrata. A ni noro? Bog ved, koliko je njega šejkal tam v Indiji. No, to ga pa nisem vprašala. A vidite, Uživajte. koliko je dolg posnetek? 5:03, to je 8. Ena neskončnost. Kaj pa to? Nina in številke. Smo pripravljeni? Ok. Portal ene neskončnosti. Nekaj minut nameni samo sebi. Izklopi vse motnje in si poišči miren prostor, kjer lahko udobno sediš ali ležiš, obkrožen z mirom in tišino. Zapri oči in se osredotoči na svoje dihanje. Dihaj globoko in počasi in občuti, kako z vsakim vdihom prinašaš v sebe mir in z vsakim izdihom odplavljaš vse meje in omejitve. Vsak dih te vse bolj sprošča in domišljiji pustiš prosto pot, ko si predstavljaš, da se pred teboj naslika čudovit portal. Ta portal predstavlja vrata v dimenzijo, kjer se zavedaš neskončne povezanosti med teboj, vesoljem in vsem živim. Vstopiš skozi portal in se znajdeš v prostoru neskončne svetlobe, kjer se čuti vibracija enosti. V tem prostoru ni ločenosti med teboj in ostalim svetom. Vse je povezano v harmonično celoto. V tem svetu ene neskončnosti si dovoliš začutiti povezanost z vsem, kar obstaja. Občutiš, kako tvoja energija odmeva z energijami vseh bitij, kako tvoje srce bije v ritmu z univerzalnim srcem. Zavedaš se, da si pomemben del celote, enako kot vsako drevo, vsaka žival, vsaka kaplja vode in vsak atom zraka, ki ga dihaš. V tem prostoru občutiš globoko mirnost in ljubezen, ki prihajata z zavedanjem, da smo vsi del neskončnosti. Občutiš, kako vsa umetna ločenost izgine in kako se prebudi občutek univerzalne ljubezni in povezanosti. Predstavljaj si, kako iz tvojega srca izhajajo valovi ljubezni in svetlobe, ki potujejo po celotnem vesolju in se povezujejo z energijo drugih bitij ter ustvarjajo mrežo svetlobe in pozitivne energije. Ko v sebi začutiš mir, ljubezen, povezanost, se zahvališ vesolju za to izkušnjo. Občutiš hvaležnost za priložnost, da živiš enost z vsem, kar je. Hvaležno se počasi odpraviš nazaj skozi portal
in se začneš prebujati nazaj v svoje fizično telo. Ko odpreš oči, te v dan pospremi občutek enosti, miru in brezpogojne ljubezni. Napočil je trenutek, da jih spoznate. Drage dame in gospodje, portali nezavednega. Ko so odprle karte, sem jaz pričakovala, da bodo karte obrnjene tako na hrbtno stran. In mi je bil moj prvi odziv, joj, niso na hrbtni, to je ego moj, ne? Niso tako, pol drugi odziv je bil pa takoj, ne, to je nek namen, a ne? In če pogledate, na levi strani imate, seveda se začne številko 1 in potem se prelomi in je na desni strani naslednja karta drugega kupčka, številka 40. In imamo spet 1, 4. Če se spomnite, sem rekla, da je bil prvi portal skanaliziran ob 14:41 in zadnji ob 14:10. In seveda, ker poznam Hamida in ker sem skanalizirala njegove prve karte, vem, kaj je 14 in kaj 41. In to sporočilo nosijo portali. Številka 14 vibrira čudež tišine. To pomeni, da ko smo v stiku s svojo tišino, v stiku s sabo, takrat res vemo, kaj je naše in za nas. In 41 je čudež odločitve, ki pravi, da ko se odločiš, takrat zmoreš vse. In portali, ki se igrajo s številko 1 in 4, vam želijo sporočiti, da kadarkoli boste svoje odločitve sprejemali iz tišine, ki ste, vam ne bo spodletelo. Tako da zaupajte. Zaupajte v svoje stanje in jih manifestirajte v ta svet oblik, ker jih potrebujemo. Tako močno in še zložil se je tako da. A ja, in pazite to. Moja prva karta, ko sem se povezala z njimi fizično, je bila karta 41. Portal večje slike. In potem sem naslednji dan imela že stranko, eno intuitivno svetovanje. Ne, Lara, kje si? Coaching sva imele. In sem rekla, dej, ti moraš dobiti karto. In je dobila 41. In potem sem včeraj zvečer, ko sem bila valjda živčna, kako bo to danes vse šlo, rekla nič, bom vprašala oboje karte, kako se lahko podprem, kaj mi sporočajo za današnji dogodek. In sem v obeh kompletih potegnila 41. In sem sam rekla, ma itak, da bo dober. Tako da bodite pozorni na te številke, kjerkoli jih boste videli. Če se boste zagledali v uro 14:14, če bo kakšen avto pred vami 1:44, karkoli, s tem, da 1:44 je še 1:8, kaj pa to. Zdaj vas bova povabile na eno pauzico, da si vzamete kaj za pit, kaj prgriznete. Da se slikate tukaj Da se slikate tamle pred portali. Potem pa vas bova povabile nazaj in kaj pa to, ko bom danes jaz uživala v meditaciji, ki jo bo Nina vodila, ker se mi zdi, da 81 hipnoz je bilo čist dost. Tako da vas bo danes Nina popeljala v aktivacijo portalov in pa bo tudi majčkeno razložila, kako boste karte lahko uporabljali, drugače je vse zapisano tudi v knjižici. Zdaj pa
Pavzica, pa pridemo 20 minut, pridemo nazaj in potem na koncu podelimo tudi kar nekaj zelo dobrih nagrad in na koncu vas povabimo tudi na eno pokušino, tamle so že pripravili, tako da ne bomo vas poslali lačne domov. Ja, ker v enosti je vsega dovolj za vse. Uživajte. Vsi zvoki, ki jih slišite v okolici, vas seveda podpirajo, da še bolj stopite v stik s sabo. Vsak zvokec bolj in bolj poglablja stik s tvojo dušo, dragi človek. Apukapej hejli, apukapej hejli. Apukapej hejli. Dobrodošel. Dobrodošel, dragi človek, v kraljestvu svoje duše. Tokrat je duša dobro izbrala. Izbrala je tvojo obliko, dragi človek, da jo nosiš po zemeljskosti in v svetu oblik držiš prostor za njene lekcije, učenja in manifestacijo daru, ki ga prinaša. Povabimo te, dragi človek, da se udobno namestiš. Lahko da te bo tvoja vertikalnost, tvoja dimenzija bitja malo prisilila, ker bo želela biti prebujena, vzravnana, da se usedeš celo tako kot Nina. Pokončno, da se prebudiš v zavedanje bitja, ki si tukaj in zdaj. Povabimo te, da zapreš svoje čudovite oči in skupaj z nami narediš en velik vdih. In se z izdihom radostno vračaš domov v svoj tempelj. In ostajaš prisoten, dragi človek, v vsakem trenutku poteka tvojega diha. Točno veš, iz kje ga povabiš, da pride vate. Točno veš, kje se začenja vdih v prostoru in kako na vrhuncu vdiha začutiš trenutek in se z izdihom poglabljaš sem v zavedanje edine resničnosti, ki zares obstaja. V zavedanje trenutka tukaj in zdaj. To je trenutek, v katerega še nisi nikoli vstopil. To je trenutek, ki te vabi v tvoje najglobje globine. Veš, dragi človek, ko takole vztrajaš biti prisoten v dihu, te povabimo, da se zaveš, da pogledaš, kako je tvoj dih, tvoja celost, je tvoje življenje oziroma si ti, ker ti si življenje. In kako je tvoj dih sestavljen iz vdiha in izdiha. Vidiš? Ne moreta obstajati istočasno, kaj ne? Vdih in izdih. Morda lahko, morda si tak heroj, da lahko izdihuješ, medtem ko vdihuješ, dvomimo. Vdih in izdih.
ne moreta soobstajati. A brez njiju ni diha. Razumeš? Ti je jasno? Logično, kaj ne? Vdih in izdih, v katerih ta trenutek ostajaš kot eno z njima, tvorita dih. Dih je življenje, ki si. In veš kaj? Tudi tvoje življenje ima temo in svetlobo, ima portale ega in portale duše. O ja. In seveda, tako kot vdih in izdih, tudi tema in svetloba ne moreta soobstajati. Ne moreš se istočasno zavedati svoje teme in svetlobe. Ko se zavedaš teme, si tema. Ko se zaveš svetlobe, se tema spremeni, osvetli in ti končno lahko posvetiš v to zemeljskost tukaj in zdaj. Zato se ne trudi, dragi človek. Ne trudi se, da mora v tvojem življenju biti samo svetloba. Si predstavljaš, da bi ves čas samo vdihoval in nič izdihnil? Probaj. Skupaj z nami naredi velik vdih in potem še enega, če zmoreš. In še enega. Noro, ne? Dragi človek, izbral si zemeljskost. Tvoja duša želi stopiti v svet dualnosti z namenom, da se zaveda enosti, od koder je prišla. Zato se ne trudi boriti proti slabem, kot interpretiraš stvari, ki ti niso všeč. Ker tudi to je del tvoje izkušnje. In veš kaj? Šele ko sprejmeš svetlobo in temo, lahko postaneš svoj dušni potencial. Dokler nečesa ne sprejmeš, temu ohranjaš obliko. Ko to sprejmeš, odpreš prostor, da se tisto, česar ne maraš, spremeni in te odpelje na višjo raven zavesti. V prostor, kjer nisi navezan na mnenje, ker veš, da mnenje se spreminja, ti pa ostajaš večen. In veš kaj, dragi človek? V to zemeljskost prinašaš dar. Dar je tvoje učenje. In ko se učiš, sprejemaš ta dar, se ga zavedaš. In ko se ga zavedaš, ga lahko deliš. In to je tvoj dušni namen. In bolj se zavedaš daru, bolj živiš svoj namen, bolj izpolnjen bo tvoj dušni potencial. Lahko da zaznavaš, kako močno se odpira tvoja srčna čakra, lahko da zaznavaš dogajanje na področju tvojih pljuč. Seveda, ko ti odpiramo srce, odpiramo tudi portal izraznosti, zato če te žgečka v grlu, kar pogumno zakašljaj. Danes si tukaj, da se tvoj portal izraznosti odpre, da posvetiš v to zemeljskost
v originalnosti tvojih dušnih barv. Iz srca te povabimo, da se sprehodiš po svojem telesu tako nežno, lahko, ko prideš do nog, veš, greš lahko po levi in po desni naenkrat. Lahko si večdimenzionalen, dragi človek, ne rabiš imeti fokusa, po kateri nogi bom prišel do stika s tlemi, ali po levi ali po desni. Nehaj komplicirati, samo spusti se dol do tvojih podplatov zdaj. S tabo smo v tvojih podplatih. Aktiviramo tvoje zavedanje stika z Materjo Zemljo. Čas je, da te prizemljimo, da nam ne uideš. In veš kaj, ker veš, da nisi to telo, ki ima dušo, ampak si duša, ki ima telo. Je lahkotna misel zate danes, da si kot duša izbrala že nešteto oblik. In veš kaj? Nekatere oblike so bile onkraj tega planeta. Zato te bomo danes prizemljili z vsemi svetovi, galaksijami, planeti, ki si jih kot duša kdajkoli izbiral za svoj fizični dom. Povabimo te, dragi človek, da vizualiziraš, kako iz tvojih stopal rastejo debele, močne korenine. Tudi če jih ne vidiš, se ne trudi jih videti, ker trud ubije tisto, za kar se trudiš. Dovolj je, da se zavedaš, da je misel na korenine sprožila povezavo. Tvoje korenine grejo do središča Zemlje. Zemlja se radosti tvoje prisotnosti. V središču Zemlje se korenine razvejajo na vse strani in nadaljevale bodo svojo pot onkraj Zemlje. Šteli bomo od 8 do 0. Potekal bo proces prizemljevanja in pri 0 boš, dragi človek, v polnosti prizemljen z vsemi domovi, ki si jih kot duša izbiral za svojo fizičnost. Naredimo en velik vdih. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. V tem trenutku, tukaj in zdaj, dragi človek, si prizemljen z vsemi domovi, galaksijami, planeti, ki si jih kdajkoli kot duša izbiral za svojo fizičnost. Zdaj! Dihaj, dragi človek. In dovoli, da tvojo auro zaščiti eden in edini nadangel Mihael. Naredimo še en vdih. V imenu Boga, pod milostjo Božjo, kličem tebe, nadangel Mihael. Prosim, pridi in zaščiti naše aure zdaj. Povabimo te, dragi človek, da svoje dlani položiš na karte, če si jih pripravil, če ne, pa samo s srcem pojdi k njim. Šteli bomo od 4 do 8. Potekal bo proces našega vstopa v tvoje srce in pri 8 v polnosti aktivacija portalov nezavednega, ki smo v tvojih rokah. Naredimo vdih. 4, 5, 6, 7, 8. V tem trenutku, tukaj in zdaj, dragi človek, postaješ eno z nami, vstopaš v naše polje. Zdaj. Dihaj v srce in dovolj opazuj, kako se naša ljubezen aktivira
v kartah, ki jih izbiraš in izbirajo tebe zdaj, zdaj, zdaj. Lahko da drhtiš, drgetaš, lahko da čutiš, kako se celo telo aktivira, vibrira. Lahko da se v tvojih ustih nabira slina, kar je znak, da si v stiku s svojim dušnim potencialom. Podarjamo ti nekaj trenutkov tišine, kjer ustvarjamo povezovanje s kartami tukaj in zdaj in tvojo intimno izkušnjo, v kateri se radostno in zaupanjem okopaj, dragi človek. Ne čakaj na naše besede. V tem trenutku ne potrebuješ navodil. Samo sledi. Sledi čutenju. V tem trenutku, tukaj in zdaj, smo v vsaki tvoji celici, na vseh nivojih. Šteli bomo od 8 do 0. Pri 0 boš v polnosti, dragi človek, začutil ljubezen, ki smo. Začutil, kako zelo te sprejemamo, te imamo radi in te vabimo, da se deliš z nami. Naredimo še en vdih. Osem. Aktiviramo ljubezen, ki smo, ljubezen do tebe in te sprejemamo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Apukapej, hejli, dobrodošel doma, dragi človek. Zavedaj se, da si cel, da ti nič ne manjka in da si vreden vsega. Apukapej, hejli. Portali ostajajo z vami. Jaz kot Nina pa te povabim, da se zahvališ portalom za ljubezen, da se zahvališ sebi, ker si ta trenutek podarjaš, in da se zahvališ vsem dušicam, da so tukaj in zdaj, so kreatorji tvoje izkušnje. V tem trenutku smo eno. Hvala ti za to. Počasi, v svojem ritmu, pridemo nazaj, odpremo oči. In smo celi. Hvala.
Upam, da ste uživali, verjamem, da ste. Ker zelo veliko ljudi je še dodatno podprlo najino sodelovanje in rade bi v bistvu vas še dodatno pocrkljale s par dodatnimi nagradami. In sicer, tako kot je Nina rekla, vaše številke na kartah niso kar tako, ampak so tudi te številke v našem čudovitem bobnu, skledi, Enosti. enosti. In Zori bo zdaj prinesla naše nagrade in bomo žrebali številke. In sicer bo kar Zori prevzela, medve bova pa samo žrebale. Prvo darilo ne bo izžrebano, ker je Dušica že bila izžrebana. In sicer prej je prišla do mene ena tako simpatična gospa, ki mi je rekla, pa kaj je to zdaj, kako se temu angelu čudežev točno reče, Hamid, kako se to napiše. In se začnemo pogovarjati in potem pove, ker jaz sem Hamida. Seveda jaz vse tikam, tako da Hamida, prosim, če prideš. Ne, brez svečke, samo karte. Naj ti te karte, čudež srca, kanalizirana sporočila tvojega soimenjaka, prižgejo čudež, ki si. Hvala, ker si prišla. A čutite to ljubezen? Wow, hvala. Hvala ti, Hamida. Hvala, Irena, da si mi poklicala. Ma hvala tebi. Aha, mikrofon. A zdaj jaz žrebam. Se pravi, najprej podarimo 4-krat svečka. Yes. Okay. Začnite. Naslednja je 89. A zdaj pa ni bilo? 9. Seveda. 30. Evo. Evo. Izvoli. Evo. Čestitam. super, čestitke vsem. Zdaj le bomo pa... Še dve. Aha, še prihajata. Ja. 30. 30. Izvoli 30. 9. 3, 9, ne, to je vse vibracija vesolja. Vidite vi to, 3, 6, 9. 9. A manjka? Manjka 9. Pa dajmo 6. Lena, a manjka 9. Aha. Trojka, ne? Kaj pa 3? Vesolje hoče, da vi prižigate te svečke. Alejo! Pa niko, ona se je oglasila. Čestitam. A lahko nekaj povem? Se kar tresem. Dobila sem škatlo, jo odprla in ven je padla ena karta na tla. Sem tista, ki sem dobila škatlo brez knjižice. Na tla je padla številka 41. Sej veš, vesolje želi, da zaupaš v svoje odločitve. Gasa. Irena, ti pa še veš to, ko si omenila, kdo je sestavljal škatlice. Moj sin je včeraj praznoval 27. rojstni dan. Zdaj je s očetom nagrado. Bravo.
Gremo dalje z nagradami, se pravi, zdaj bomo žrebali dvakrat individualno srečanje z Ireno. To pa kar ti obe. A jaz obe? Leva? O, 200 v roki. Kar na glas. 22. Ja, hvala Bogu. Oh moj God, še eno operacijo možganov boš dobila, Lara. In sem vesela, da ne bom samo jaz operirala. Pridi, Lara. Čestitke. Čakaj, tale je bila. Se bova lepo podružile. In 19. Izvoli. Bravo. Ja, kuklemo. Čestitke. Ja, hvala. Izvoli. Ja, super. Se vidve. Čestitam. Evo, zdaj pa sledi 4-krat zapestnica, vilinski simboli Maja Peron. Pa bo kar Maja gor prišla. Ja, seveda. Še ena čarobnica. Še ena čarobnica. Jih boš Maja pa kar ti žrebala. 4 darila. To je v bistvu tako smešno. Pa moraš povedati, da so zapestnice čist nove. A bi ti mogoče kaj povedala? Ja, jaz jo že nosim. A sva mi dve trenut? Ne, nisva. Aha, dobro večer. Kako dobro, kad na takem dogodku dobiš besedo. A v glavnem, jaz sem vesela, da sem danes tukaj in da z Ireno imamo že kar dosti dolgo zgodovino. Tako, ja. Jaz sem vam rekla samo tako o Vilincih, verjetno že vsi dosti veste, če ne, si pogledajte na spletni strani. Rekla bi samo to, da vilinski simboli so živa energija, da mislim, da v Vilincih sta združeni pravzaprav tako, kot sta vidve Nina in Irena, tako so pri Vilincih Marjetka in jaz. Marjetka Jerša, ki jih je v bistvu skreirala in skanalizirala z teh višjih ravni, ki jih jaz ne razumem blazno dobro. Jaz pa sem skozi vsa ta izobraževanja in življenjske izkušnje pravzaprav začela med ljudi širiti na način, da vam lahko pomagajo. Ker moje mnenje je, da duhovnost ima svojo vrednost samo in zgolj, če jo znamo živeti v vsakdanjem življenju. Tako da vilinski simboli so za vse tiste, ki v energijo verjamete in jih razumete in jih itak ni treba razlagati. Za tiste, ki pa mogoče ne, so pa en luštan opomnik, reminder, kadarkoli pogledate, boste vedeli, za kaj ste se odločili. Tako da, zapestnice so, imamo zapestnico sreče, zapestnico, zapestnico ljubezni, zapestnico uspeha, zapestnico zdravja in zapestnico blaginje. Ne vem, kjera noter so listki, tako da naj vsakmu, kaj bo dugo prinese srečo. Okay. Za zdravje. Evo zdravje. Vilinske roke, evo. Aha, zdravje. Številka. Ja, to je ful številka. Ena je 98. Zdravje 98. 98. Ne, čakaj. Tole je blaginje. Prihaja. Tako? Evo, lahko tite, če sem našla. Čestitke, gospod. Iskrene čestitke. Naslednja je 38. Blaginja Blaginja. 38. A nočeš blaginje? Hitro. Čestitke. Čestitke. Ja, jaz se bom kar obela. Uspeh, a niso lepe? 20. To je pa ljubezen. A ne, ti žrebaš, jaz držim. Lej, kako je lepa. Prav zate. Ti si jo dobila. Pa šuno tudi. Ja, vidiš. In še ena. Ljubezen.
Številka 21. To je čudež zaljubljenosti in dobiš ljubezen! Hamida! Bravo! Carica! Bravo. No, dajmo eno sliko. Kako dober! Hamida se bo čisto totalno zaljubila vase. Bravo. Jaz bi vam rekla samo še to, da zdaj tisti, ki niste dobili nagrade, jaz sem izjemo naredila eno kodo Irena, tako da imate zelo 10% popusta, če bi kdo pač hotel se odločiti. Tako da jaz vam želim še naprej lep večer. Hvala. Hvala. In zdaj žrebamo pa trikrat majčka Portali nezavednega. Jo boš pokazala? Enainpetdeset. Čestitke. Izvoli, čestitam. Ja. In 81. Čestitke. Evo še 81. Jaz sem dala vse ime. Ja, vse so. Bo kul. Ja. Iskrene čestitke. Čestitam. Hvala. Zdaj pa delimo enkrat karte, svečka, Nina Strle. Čudež srca pa svečka, čudež srca, ki pomaga uresničiti vaše želje. In kdo bo ta srečnež ali srečnica? To svečko je tudi naredil pisan plamen. A sem rekla, da bo kičast. 14. Kristina je imela vse skupaj. Je imela privilegij brati Portale nezavednega med nastajanjem in na koncu mi je rekla: pismo, Nina, ti si skanalizirala novo sveto pismo. Amen. A boš rekla? Ja, bo nekaj rekla. Kaj? Ja. Kdo bi še hotel te karte? Evo, tle ona je prva digala roko. Evo, lej. Kam to Zdaj dajmo? pa žrebamo enkrat kovčik, Nina Strle. In številka. 16. To je čudež priložnosti. Čestitam. Izvoli. No, naslednja je pa meditacija, Nina, številka 95. 95, Katerakoli meditacija, ki jo jaz razpišem, kanaliziram, dobrodošla. Hvala. Čestitke. Hvala. In potem imamo tukaj enkrat vstopnica za dogodek Nine Strle. 29. 29, to je čudež Angela Varuha. Tvoj Angel Varuh te je pripeljal zdaj na naš dogodek. Dobrodošla. Če slučajno ne utegneš, ali pa če ti ne bi dišalo, lahko podariš komu tole vstopnico. Tišini, pani. In še zadnja.
In še zadnja, ki sicer ni tako sanjava, ampak predvidevam, da vse tukaj, kaj počnete, delate. Tako da sem se jaz to danes, ker ste bili dekleti tako dobrodelni, tudi jaz se odločila podariti eno marketing svetovanje. Tako da rečemo številka 32. Ta prava. Je, ne? Ja, si videla. Ta prava. Še nekaj moram povedati. 32 je vibracija življenjskega poslanstva, mogoče kaj v tej smeri. To je to? To je to. Kaj pa to? Ker vas imava rade in se radi, ne moram več govoriti, radi druživa z vami, bomo zdaj tam jedli, pa pili, pa se objemali, pa slikali, pa ful bova veseli, ker naj boste hvalili, oh my god, kaj ste res naredili. Tako da hvala, dajmo uživati. Okay. Jaz imam še eno presenečenje, ampak ne za vas, ampak bi povabila še enkrat Sašo gor, pa Leno. Čisto, da vama povem, koliko hvaležna sem za vaju. In za vse, kar ustvarjamo skupaj, to definitivno ni naš zadnji projekt. Daleč od tega, da je prvi, ker prvega smo ustvarili 7 let nazaj, ampak čist ena majhna pozornost, da gre v tvoje kraje. Hvala. Hvala ti. In pa tale, Nina, hvala, da si sprejela mojo noro idejo za sodelovanje. Vedno. Ko znanost sreča neznanost, ko ego sreča angele in ne vem kaj še vse. Tako da hvala ti, da me učiš drugačnosti, pa da me izobražuješ o številkah. Jaz mislim, da v šoli nisem toliko slišala, kaj kjera številka pomeni, kakor od tebe. In hvala v bistvu, ker mi pokažeš, da obstaja tudi nek drug svet. Ne samo tak, ki ga znam iz knjig, pa ki ga znam na nek svoj način. Nekaj, kar je znanost podprla, kar je znanost dokazala. Ampak to, kar ti daš v svoje kreacije, res prihaja od nekje, ki še jaz še danes ne razumem, iz kje prihaja, ampak sprejemam. Saj ti bo jasno. Ampak sprejemam to tvojo drugačnost, sprejemam to tvojo unikatnost in sprejemam te kot osebo, kot prijateljico in hvala ti. To ni v scenariju. Hvala ti res za vse in za to čudovito leto, ki smo ga ustvarjali skupaj. Hvala tebi. To imam rada. Danes smo že slišali, da najboljše stvari niso več 3, ampak so 4, ali kako je zdaj to? Ja, ne vem. Ja, 4, 8. Imamo 4 šopke, za koga je pa ta 4? Skoraj se ne podoba, da gre Irena domov brez šopka, tako da Irena, jaz mislim, da si ti več kot zaslužiš ta 4. Hvala ti. Hvala ti za vse. Dame in gospodje, Nataša, organizatorka,
kreativka, ena čudovita vražja ženska. Hvala ti, Nataša, za vse. Uživajte še naprej, pa dober tek, ne? Tamle se je hrana že pripravila in se veselim, da se še majčkeno podružimo. Srečno. Naj vas portali podprejo.